nastopu pandemije z COVID-19 smo na našem oddelku za dializo bili primorani sprejeti določene ukrepe, določeno strategijo obravnave naših pacientov. Mi imamo 3 skupine bolnikov in za vsako posamezno skupino bolnikov smo pripravili posebno strategijo. Prva skupina in največja skupina bolnikov so bolniki na nadomestnem zdravljenju z kronično hemodializo oziroma hemodiafiltracijo. Teh imamo 125. Druga skupina bolnikov so bolniki na peritonalni dializi. Tretja skupina pa so bolniki, pri katerih je prišlo do akutne ledvične odpovedi in so seveda COVID-19 pozitivni in bi jih bili morali oziroma bi jih dializirali v enotah intenzivne terapije, kjer so tudi ostali COVID-19 pozitivni pacienti. Največja strategija oziroma največ truda smo vložili v pripravo strategije za bolnike, ki hodijo k nam vsak drugi dan. Torej več kot 120 bolnikov, ker namreč ti kronični bolniki se vračajo v svoje domače okolje, kjer seveda so svojimi svojci, prijatelji, sorodniki in se potem vračajo k nam. In to je bil največji izziv za nas, kako preprečiti vnos virusa na naš oddelek, ker potem bi se virus širil, vsi vemo kako. Tako da smo se zorganizirali tako, da smo se z prevozniki dogovorili, da vozijo po enega ali pa največ 2 pacienta na naš oddelek, torej ne v skupinah, tako kot prej, po 5-6 ljudi, ampak po enega, največ 2 in običajno isti prevozniki. V primeru, da bi pacient dobil vročino, je dobil navodila, da pokliče na naš oddelek in v tem primeru smo potem uredili bris na COVID točki. Vsak pacient je imel izmerjeno temperaturo, ko je prišel prevoznik do njega, tako da v primeru povišane temperature je potem pacient ostal doma in sledil je postopek odvzema brisa in poseben potem režim dializiranja v za to pripravljenih prostorih. Do zdaj nismo zabeležili niti enega pozitivnega pacienta pri naših bolnikih na kronični hemodializi. Dovzetih je bilo 20, 25, 30 brisov, vsi so bili do zdaj negativni pri naših bolnikih in česar smo najbolj veseli. Smrtnost pri naših pacientih je po zadnjih raziskavah iz Italije in Španije izjemno visoka pri dializnih bolnikih, tudi 30% in več. In seveda smo na vsak način želeli se temu izogniti. Potem je skupina peritonalnih bolnikov, teh je okrog 20-25. Za te smo spet pripravili poseben protokol, ker ti bolniki se zdravijo doma in smo se slišali po telefonu z njimi v primeru morebitnih težav pri izvajanju peritonalne dialize. Prav tako pa smo kontrole v naši ambulanti nekako prestavili, premaknili, postponirali, da smo začeli zdaj v tem času, ko se sproščajo ukrepi z rednimi kontrolami. Sicer smo pa bili z bolniki ves čas v stiku. Tretja skupina pacientov, kot sem prej omenil, pa so bolniki, ki imajo akutno ledvično odpoved in rabijo dializno zdravljenje. Tu pa dejansko smo zdravili 3 bolnike, oziroma še vedno nekateri so še zmeraj v aktivnem zdravljenju in se vsakodnevno odločamo za dializo. In ti bolniki pa so bili zdravljeni v COVID plus oddelku na kirurgiji, v kirurški stolpnici oziroma na oddelku za anesteziologijo. To je vstopna točka za vse naše dializne bolnike.
medtem ko na one strani, na drugi strani desno, pa je vstopna točka za paciente, ki so COVID sumljivi, torej tako siva cona. In tam pacienti počakajo na rezultat brisa. Skratka, na tej točki se vsak naš dializni pacient mora ustaviti, mora naše osebe zmeriti telesno temperaturo, mora si razkužiti roke, izpolniti se tudi vprašalnik o morebitnih simptomih in težavah v zvezi z okužbo COVID-19. In ko je vprašalnik negativen, lahko gre, torej če nima temperature, gre naprej potem na oddelek, kjer počaka na dializo. Nahajamo se v posebni izolacijski sobi za COVID-19 pozitivne dializne bolnike. Pacienti, ki so pozitivni, so dializirani tukaj in v zadnjem času, v času epidemije, smo dializirali enega bolnika, za katerega nismo vedeli, ali je COVID pozitiven ali negativen, torej odzet je bil bris in potem smo jo dializirali, kot da je pozitiven. Zdravstveno osebje je moglo obleči vso zaščitno opremo, od očal, zaščitnih posebnih rokavic, plašča in izpeljali smo hemodializo uspešno in na koncu pacient k sreči ni bil pozitiven. Ta prostor predstavlja poseben prostor, kjer naše zdravstveno osebje si obleče zaščitno opremo za COVID-19 pozitivne paciente. Na oddelku za dializo smo prilagodili ukrepe ob pričetku epidemije najprej na vstopni točki naših pacientov, ki prihajajo trikrat tedensko k nam na hemodializo. Pacient je dobil pisna navodila, kako ravnati ob sumu na okužbo na domu in na to smo uvedli tudi vstopno točko ob prihodu na dializo. Bistveno pri tem je bilo telefonska povezava med nami in pacientom, ki je bila tudi 24-urno dosegljiva. Delo medicinskih sester na oddelku za dializo je bilo, bi rekla, skoraj popolnoma spremenjeno. Izbrali smo ekipo, ki je delovala in še vedno deluje še vedno v intenzivni enoti, kjer dializiramo tudi COVID-pozitivne paciente. Ukrep, ki smo ga uvedli na našem oddelku, ki je mogoče posebnost tudi ta, da zaščitno masko nosi medicinska sestra ves delovni čas, in pa tudi vsak pacient ob vstopu na dializo nosi zaščitno masko, dokler ne odide na dom nazaj. Imeli smo tudi izkušnje z suspektnimi bolniki, katere smo tudi dializirali v naši posebni pripravljeni sobi za izolacijo. Takrat smo uporabljali posebne zaščitne opremo, ki jo uporabljamo tudi pri ostalih pozitivnih bolnikih na okužbo. Izkušnja je bila pravzaprav kar stresna, sicer smo na tako situacijo bili dobro pripravljeni in smo tudi zelo dobro strokovno opravili takšno, bi rekla, suho vajo. Zahvalila bi se rada vsem sodelavkam in sodelavcem ob takšnih specifično nastalih situacijah, ki smo jih imeli v teh 2 mesecih in verjamem, da bomo nadaljevali takšno uspešno delo tudi še naprej. Dializno zdravljenje je nujno zdravljenje, zato tudi epidemija COVID-19 ne more vplivati na naš način dela tako, da teh bolnikov ne bi zdravili. Tako da smo pri vseh bolnikih opravili zdravljenje kljub času epidemije. Posebej bi se rad zahvalil mojim sodelavkam in sodelavcem, predvsem tudi pacientom in pacientkam ter njihovim družinskim članom in pa prevoznikom
da smo v času epidemije COVID-19 bili ostali vsi negativni. Kljub temu, da smo do zdaj bili uspešni v obvladovanju epidemije COVID-19 pri dializnih bolnikih in da so vsi ostali negativni, pa seveda nas tudi v prihodnosti čaka težko delo oziroma prilagoditev zdravljenja naših bolnikom vsem tem ukrepom izolacije, da noben tudi v prihodnosti ne bo se okužil s tem virusom.